Dan. Dobar dan. Ja. Jaz bi še en pohan sir. Srci sir s pomfrijem, ja? Ja, pa majonezo, kečap. Majoneza, kečap. In drugega zelen, fajber mogoče. Ja. Ne, v bistvu ne bom tega. Piščančji izrezek na žaru bom. Piščančji, Ja, pa solato. Na prilogo solato damo zraven, ja? Ja, pa nič majoneze, nič kečapa. V redu. Pa zim. Prinesemo par minut, okej? Ok, hvala. Valerija in Andrej vsak dan dokazujeta, da sta za uspešno preobrazbo življenjskega stila bistvena motivacija in pa vztrajnost. In danes bomo govorili ravno o tem, kaj narediti takrat, ko motivacija zmanjka. Magičnega recepta tukaj na žalost ni. Treba je trdo delati, se držati prehranjevalnega načrta in tudi pri pijači je treba paziti. A je kdo že kaj opazil? A se ti zdi, da se že kaj dogaja? Ja, jaz sam pri sebi tako se skozi vidim, ne, je malo drugače, ampak govorijo, ja, da mislim te, Kaj? ki so mi bližji, ne, Ja. govorijo, da se mi pozna na obrazu, ne. A ja? Ja, da imam bolj napeto kožo, kaj drugega na obrazu, pa ne vem. Kaj pa se ti zdi, da si kaj bolj že nasmejan? Ja. Veš, kaj se ful pozna, če čutiš, da nekaj deluje, pa se veseliš že tistega, kaj še ne bo. A veš, ta fora je, no. Kaj pa punce? A si jih že kakšno opazil? Ja, težko bi jih spregledal, glede na to, da na treningu so večinoma punce, ne. Ja. Ampak za zdaj še nimam toliko samozavesti, da bi šel v lov. Ej, kaj pa je bila kakšna taka stvar, no, da si naredil, pa smo se zmenili, da naj ne bi. A si kaj grešil? Ja, malo sem, ampak po mojem, da bolj z tega stališča, da sem mogoče malo več pojedel, no, kot smo se zmenili. Džus? Ne, džusa prej. Presežeš? Ja, presežem. A? Džusa ne. Ej, če lažeš, ti bo nor zaglas. Ne, džusa res ne pijem. Džus je res, no. Andrej, jaz bi res rada nazdravila na prve izgubljene kilograme. Bravo. Čim? V koncu pa spelem. Okej, te držim za besedo. Pa verjetno mi tudi takrat več napazil, ker toliko noter že. Okej, me veseli. Želja vsakega posameznika, ki trenira, so seveda rezultati. Vsak si želi doseči rezultatov. Res je, da rezultati predstavljajo močno obliko motivacije, vendar moramo do njih najprej priti. Vsak človek, posameznik, je socialno bitje, je družabno bitje. Če primerjamo trening v fitnessu kot individualni trening, vsak posameznik trenira v bistvu sam s sabo in predstavlja tudi motivacijo samemu sebi. Po drugi strani trening v skupini, oziroma tako imenovani skupinski treningi, prinašajo neko drugačno okolje, socialno, družabno okolje, kjer poleg posameznika trenirajo tudi njegovi prijatelji, za njega skrbi inštruktor, se ima možnost posameznik podružiti pred in po treningu. Na ta način bo popolnoma vsak posameznik lažje dosegel svoje rezultate, ki ga bodo še dodatno spodbudili. Prekomerna telesna teža pri človeku dejansko povzroči nemalo težav. In zato se bomo danes z zdravnikom pogovarjali o tem, zakaj se nam pravzaprav preobrazba življenjskega stila dejansko splača. Dobar želim, dobrodošli. Poslušam. Ja, zdaj smo se zmerili, zanima me, kakšna je torej prognoza. No, poglejte, prekomerna telesna teža oziroma v vašem primeru debelost, to opredelimo glede na to, kako močno je teža povečana, seveda lahko povzroči številne težave. Mogoče premalo govorimo o tem, da je najbolj pogosta težava pravzaprav psihološke narave. Študije kažejo, da ljudje, ki so debeli, se težje poročijo, imajo težje partnerja in dobijo slabše položaje, torej manjše, kot bi jih sicer dobili pri enaki izobrazbi. Ne glede
na še vse ostalo, kar jih zadene, se pravi motnjo samopodobe, predvsem, če se to začne že v mladi dobi, ko človek še odrašča in svojo samopodobo gradi. Če pa greva potem na te telesne bolezni, pa seveda je mogoče najbolj pogosto omenjen danes metabolični sindrom, ki v bistvu združuje 4 nekoristne stvari. To je debelost, se pravi predvsem to trebušno debelost, če želite, se pravi velik obseg trebuha, povišane maščobe v krvi, sladkorno bolezen in povišan krvni tlak. Tako da, vidite, debelost res eno tako stanje, ki v celoti človeka pravzaprav na nek način poškoduje. Ali so to reverzibilne, ali je možno povrniti v prvotno stanje telo? To je odlično vprašanje in sem vesel zaradi tega, ker prinašate prav pogled naprej. Ja, zelo preprost odgovor je ja, in to prav vsakega od posameznih stvari, ki so jih naštela. Tako na srcu in žilah, kot na jetrih, kot pri sladkorni bolezni, kot pri mišično-skeletnem sistemu in seveda tudi pri človekovi samopodobi. Obstaja kakšna meja, let, starostna meja, kjer je še možno povrniti ali pa ne več potem? Ne poznam te starosti, ko bi obupal nad človekom in rekel, ne splača se več. Tako da jaz mislim, da vse, kar je pod 116 let, kar je trenutno najdaljša življenjska doba, je glih ta prav čas, da se začne. Jaz osebno mislim, da za odraslega, sicer zdravega človeka, to, da se močno, resno omeji ogljikove hidrate, je dobro. Tako da, če upoštevate dieto, ki pravzaprav v celoti izključi preproste ogljikove hidrate, predvsem sladkorje, in močno omeji vse ostale ogljikove hidrate, potem je to gotovo najbolj uspešna dieta ta trenutek. Telesna aktivnost je zdrava pravzaprav čisto za vse. To je zanimivo. To se pravi, ne moramo reči, da je zdrava samo za sladkorno bolezen tip 2 ali pa samo za debelost ali pa za maščobno infiltracijo jeter, ampak prav za vse. Ne, tudi za psiho, kot veste, bistveno spremeni našo samopodobo, občutek, kaj zmoremo in tako naprej. Tako da, če mogoče ena stvar na svetu, ki bi jo lahko pravzaprav res čist brez zadržka svetoval komorkoli, je šport. Strah, ki ga navajate, je vedno tudi povezan z občutkom krivde. Ker ves čas premišljujete, da v bistvu bi lahko tudi shujšal. In seveda s tem na nek način samo sebi govorite, da ste krivi za to vaše stanje, v katerem ste. Pot iz tega ven je pravzaprav težka, to je treba povedati. Če bi bila lahka, ljudje ne bi imeli težav. Težka in sestavljena. Moja dieta je tako narejena, da ni treba ravno 5 obrokov na dan imeti, pa verjemite, da če razpolovim svoje kalorije, je težko narediti 5 obrokov, ker so tako minimalni. 5 obrokov je nesmisel. 5 obrokov je nesmisel, ljudje nismo narejeni za 5 obrokov. To je nek histeričen nasvet, ne zamerite, da se tako izrazim, ki ne vem točno, odkot prihaja. Da sem čisto odkrit. No, jaz imam, da lahko en obrok, lahko 2, lahko pa tudi na 5 naredim, ampak želim povedati, da bom vseeno lačen na koncu. Ne? In ta lakota me včasih prepreči, da bi učinkovito razmišljal in tako. Ampak veste, jaz sem cel dan lačen. Jaz mislim, da smo zdravi ljudje lačni. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker pravzaprav je hec. Ljudje imamo kar naenkrat tak način dela, da pravzaprav lakoto prej zaznamo. Poglejte, jaz praktično cel dan sedim, razen kar ne hodim po bolnici in se pogovarjam z ljudmi in seveda čutim lakoto ob tem. Odgovor na to seveda ni, ojej, zdaj moraš pa jest. Odgovor na to je, poglej, ker si zdrav, si lačen. Mlad človek ni lačen. A veste, tako da je treba odziv na te signale spremeniti. To je ključno. Se pravi, biti lačen ni isto, kot moraš jesti. Predvsem pa ne sme biti motivacija strah. Jaz mislim, da je to narobe. Ljudje se ne smemo bati. Motivacija mora biti želja k dobremu. In to, kar delate, je to, da ste se razveselili uspeha, za katerega vam čestitam. To je tisto, pravzaprav, kar vas mora voditi. Torej, želja k dobremu, želja po spremembi, ki je za vas koristna. Pa veste, tudi za vašo okolico. Če bo vam uspelo, bo to nekaj pomenilo tudi za vse tiste, ki jih poznate, tiste, ki vas poznajo, ki vas spremljajo, ki vidijo, da pravzaprav zaradi tega trpite. Tako da bo vaš uspeh nekaj dobrega, pravzaprav tudi za vse te ljudi, ki vas spremljajo. Tako da boste sočasno, da boste naredili nekaj dobrega zase, pravzaprav nekaj dobrega naredili tudi za vaše okolje. Najbolj sem vesela tega, da smo pri zdravniku izvedeli toliko enih pozitivnih informacij, da za preobrazbo življenjskega stila nikoli ni prepozno in da lahko pravzaprav že z enimi manjšimi spremembami
res dosežete to, da se boljš počutite, da odpravite kakšne morebitne bolečine, še celo spite lahko boljš in to vse že dokazujete v praksi, tudi Valerija pa Andrej. Valerija zanj skoraj zaspala v službo, sicer pa naslednjič ju čaka eno majhno presenečenje. Glejte nas na Facebooku in se vidimo. Čau!